V teh dneh je minilo 2 leti od najobsežnejših poplav v Sloveniji. Le-te so prizadele tudi občino Litija. Več o tem, kako je potekala sanacija in kaj od tega je bilo realizirano, župan Franci Rokavec. Ja, zagotovo je bil največji problem najprej z železniško progo, ki je bila zelo hitro sanirana, potem z dostopom, ki je bil onemogočen do Ljubljane, ko je bil podrt most v Beričevem, ki je bil hitro saniran z pontonskim mostom, 2 visečima mostovama v Jevnici in pa na Savi, ki sta bila prvi začasno, na Savi pa ustrezno sanirana in pa seveda tudi ustrezno v zaključni fazi projekt Litija-Sava z protipoplavno zaščito na Savi ter lamelna zaščita v podvozu v Kresnicah. Čaka nas pa še ukrepi odvodnikov v Kresnicah, ker računamo jih zaključiti še v letošnjem letu. Zaključna dela na rekonstrukciji in protipoplavne zaščite Litija-Sava, ki jo bomo zaključili tudi v letošnjem letu, kjer je tudi že podpisana pogodba. Imamo v zaključni fazi vso potrebno dokumentacijo za ureditev protipoplavne zaščite v Litiji ter kanalizacije na stavbah. Ter zaključuje se tudi projekt nadomestnega mostu v Jevnici, pripravlja pa se potrebna dokumentacija še za adaptacijo kulturnega centra. Čeprav se je v 2 letih veliko naredilo, pa struga reke Save ostaja neočiščena. Ja, tukaj moram povedati, da smo razočarani nad tem, da do sedaj še ni bilo ustreznih aktivnosti s pristojnega ministrstva in pa direkcije za vode za čiščenje reke Save v osrednjem delu. Če sem prej omenil že kakšne so aktivnosti za zaščito pred poplavami, moram reči, da bi morali tudi vzporedno urejati tudi čiščenje reke Save. Kako pa prebivalci naselja Sava, ki je bilo najbolj prizadeto, komentirajo odločbo Ministrstva za naravne vire? Ja, zaenkrat smo dobili mnenje Ministrstva za naravne vire, da prepovedujejo vsak poseg, kar pa se nam kot krajanom se nam zdi sporno, ker pač mi bi radi, da se reka očisti naplavin. Pozimi je bilo odstranjenih nekaj podrtih dreves, vendar pa napoved ministrstva o čiščenju korita Save leta 2026 trenutno ni več v načrtu. Ja, verjetno, da jim bomo zopet poslali kakšen dopis oziroma zahtevali sestanek na terenu, da si skupaj ogledamo, kje je problem in kaj se da narediti. Če ne bo čiščenja reke Save, kot lahko vidimo tukaj v Litiji, potem bodo tudi ukrepi protipoplavne zaščite ne bodo tako učinkoviti, kot bi lahko bili sicer.